Hiša v naselju Moravče je klasično zidana in ometana, a vendarle moderna, saj je streha obravnavana kot trikotna prizma. V volumen so zarezane odprtine, ki nakazujejo moderno interpretacijo lesenih gankov iz bližnje okolice. Na robu Moravč s prelepim razgledom na dolino stoji hiša, ki sta jo zasnovala arhitekta Robert Potokar in Blaž Budja. Njena posebnost je zasebna kapela, ki je hkrati prostor molitve, dela in druženja. Ko je odločen arhitekt prišel v stik z zanimivimi naročniki, je nastala prav posebna hiša. Navzven stroga in brezkompromisna, navznoter pa sproščena in odprta. Družina jo je takoj sprejela za svojo in jo napolnila življenjem. Gospod Robert, že po prvem sestanku z naročniki ste imeli jasno vizijo, kakšno hišo boste sprojektirali. Kaj vzamete za osnovo, iz katere potem črpate, snujete vaše načrte? Mogoče glih ne moremo reči, da po prvem sestanku, ampak je pa res prvi sestank na lokaciji in pogovor o predvsem njihovih željah, kaj bi si kot investitorji želeli. In seveda mi kot arhitekti probamo te želje, predvsem pa odgovoriti za našo arhitekturo na lokacijo. Naročnika sta bila takrat toliko odprta, da sta želela imeti sodobno arhitekturo, kakor njihova odprtost do sodobne arhitekture pripeljala do tega, da sva lahko imela tudi mi dva malo bolj proste roke in da sva nekako te njihove želje združila, to, kar sem omenil prej na začetku, en tak lokalni kontekst v to okolico podeželske krajine. Arhitekta sta zasnovala moderen objekt navidezno preproste škatlaste oblike, v katerega sta dolbla in urezovala odprtine različnih velikosti, kot na primer celostensko vogalno zasteklitev v pritličju ali pa balkon, ki na poseben način reinterpretira gorenjski gank v nadstropju. Ta dinamična arhitektura svojo obliko na prvi pogled izstopa iz svoje grajene okolice, po drugi strani pa se kar zlije z naravo, ki jo obdaja. K temu pripomore skrbno izbran odtenek fasade. O tem smo tako zelo veliko razmišljali. Ali narediti hišo seveda koliko moderno, pa ali bo v neki svetli barvi. Smo se pa odločili, da bo temnejša barva vseeno manj izstopala iz te krajine zelene. Nenazadnje tudi sosednji objekt še ohranjene kmetije. Je pravzaprav kombinacija lesa, ki je siv orjav, z ometom, ki je neke temnejše barve. Po drugi strani pa seveda samo to formo, obliko, pač se vidi, da je to moderna arhitektura. Objekt je na zunaj recimo relativno strog, kubičen, volumenski, znotraj se pa tudi s tem zamikom malo bolj odpre, predvsem pa se seveda odpre v krajino. To odpiranje v krajino najbolj začutimo, ko se približamo hiši. Hiša je na robu naselja in želeli smo, da ko se pride pred hišo, pred vhod, se veža tako malo diagonalno razpre proti tem pogledu v krajino. Skratka, ko prideš pred hišo, skozi hišo vidiš. Na nek način je hiša v tem primeru transparentna. Ti slutiš, kaj se za hišo dogaja. V zgornjem nadstropju je pa še en zelo zanimiv prostor, neke vrste kapela. Kako je ta zasnovana? Ja, tudi pa je dejansko res ena posebnost ali pa zanimivost te hiše. Verjetno so to zelo redke hiše, ki imajo en tak poseben prostor. In to se je nama z Blažem takrat tudi zdaj nek tak poseben izziv. Kakor prostor je namen meditaciji, neki posebnosti, kjer se lahko umiriš, lahko združiš z Bogom, z energijo. In ta poseben prostor so hoteli tudi nekako izpostaviti v zunanjosti. Sprav, če smo prej govorili v enotnem volumnu, smo to kocko dodali v nadstropju, da dejansko se izkazuje kot neka posebna zadeva v tej hiši. In hkrati je tudi pravzaprav funkcionalen, zaradi tega, ker je hkrati to nadstrešek pred vhodom. Ker vedno je fajn, da prideš v hišo, da te ne moči, ampak da stopiš lahko pod nadstreškom v hišo. Kakor ima funkcionalnost, drugič ima pa to
posebno. Neko praktično. Ja, no, se pravi, po eni strani praktično, po drugi pa to simbolno vrednost. No in znotraj je ta prostor, kot sem že omenil, osvetljen z dvema linijama, s katerih pada svetloba tako kot na sredinski prostor, kjer je lahko postavljena ikona. In tudi ta prostor smo seveda posebej za to oblikovali, za eno tako vhodno leseno čipko in lesenim stropom, da ga naredi takega bolj intimnega in seveda prijetnega, predvsem pa posebnega. Gospa Nataša, že na prvi sestanek z arhitektom ste prišli z zelo jasnimi, specifičnimi željami, kakšno hišo želite. Kaj ste želeli? Pravzaprav smo imeli nekaj zelo jasnih idej, kaj želiva, nisva pa se niti podrazno predstavljala, da bo to nastala taka hiša. Torej, naše želje so bile, da bi v hiši imeli delovno sobo, ker nam to veliko pomeni, pač delo, branje, izobraževanje, pisanje, karkoli. Potem sva si želela kapelo, to je ena taka posebnost, bila tudi za arhitekta ni bil poseben izziv. Nisva želela imeti podkleteno hišo in pa garaže, kar se nam je zelo potrata, tako da smo pol nadstrešek pridobili. In pa še ena stvar, ki sva se zelo želela, je, da bi v sklopu najine spalnice imela kopalnico. Ker sva prej živela v garsonjeri, kjer je bilo vse na dosegu roke in nam je bilo to tako simpatično, da sva želela tukaj vseeno prinesti to izkušnjo, tudi v hišo, ki je bistveno večja kot ena garsonjera v 3. nadstropju. Dajte mi še malo več povedati o kapeli. Zakaj? Kakšen prostor je to? Kakšne so zahteve, potrebe? Čemu v resnici služi? Tako, osnovanje je bilo na moji želji pravzaprav, ker sem si želela v hiši imeti vseeno en kotiček, kjer bi lahko molila, kjer bi lahko gojila svoje duhovno življenje še naprej, tako kot sem ga do trenutka pred selitvijo. Potem se je pa s časom, kot se je družina rojevala, kot se je dinamika življenja spreminjala, kot so bili izzivi v življenju, se je pač ta prostor malček spremenil. Takrat je bil namenjen, recimo osnovan je bil prav tako zelo strogo, za to duhovno, za ta duhovni vidik bivanja. Danes pa lahko rečem, da me izpolnjuje v celoti, zaradi tega, ker v njemu tudi delam. Neka logična povezava je, da poleg tega, da ste povezani preko duhovnosti z naravo, ste z njo povezani tudi fizično preko živali in te vaše bližnje okolice. No, naše življenje je zelo konkretno, tako da tukaj ven recimo neprestano vstopamo in izstopamo in tudi hiša je v bistvu tako zasnovana, da mi, ki smo znotraj, živimo s tem, kar je zunaj. Je pa tudi res, da potem tudi narava sili mal v naš bivalni prostor. Tako da recimo, ko odpremo vrata in zelo sproščeno doživljamo pač naše življenje, marsikdaj se je prikrajala kakšna žival v naš bivalni prostor. Kot naprimer? Kot naprimer voluharji, kakšna miška, krta smo že imeli, žabe, pavš je že prišel. Potem so pa še tiste živali, ki vljudno ostanejo zunaj, recimo kot so lisica, veverice, ježi, to še ni prišlo na obisk. Ampak imate pa tudi svoje domače živali, ne? Imamo pa tudi svoje domače živali, do nekaj časa nazaj smo imeli tudi kozice, zdaj imamo pa samo še kokoške, 2 muci pa enega hrčka.